Pozdravljeni trgovci in dobrodošli nazaj v novem videoposnetku iz stripa Trading. Danes vam razložim zelo dobičkonosno enominutno strategijo skalpiranja. Začnimo takoj. Pri tej strategiji uporabljam 3 kazalnike. Dvakrat uporabljam eksponentno drseče povprečje s kratico EMA. Zato ga kliknem dvakrat. Tretji kazalnik, ki ga uporabljamo, je kazalnik ATR. Prvi kazalnik drseče povprečje ima dolžino 200. Pritisnite nastavitve indikatorja in nato pri dolžini vnesite 200. Drugi indikator EMA, ki ga uporabljamo, ima dolžino 50. Pritisnite nastavitve tudi za ta indikator in zdaj vnesite dolžino 50. Barva tega je zelena. Nastavitve kazalnika ATR so privzete in jih ni treba spreminjati. Za ta kazalnik uporabimo razmerje med tveganjem in donosnostjo v višini 1,5, to pomeni, da tvegamo 1 pri ustavitvi izgube in nagradimo 1,5 pri dobičkonosni poziciji. Od vas je vedno odvisno, koliko želite tvegati za stop loss. Na primer, to je lahko $100. Če želite tvegati $100 za stop loss, boste ob dobičkonosni poziciji dobili nazaj $150. V tej strategiji temelji naša stop loss na vrednosti ATR. Tukaj na desni strani zaslona vidimo, da ima ATR vrednost in vsakič, ko odpremo pozicijo, pogledamo vrednost ATR ter na njej utemeljimo našo stop izgubo in prevzem dobička. To bo jasno v nadaljevanju videoposnetka. Pravila te strategije so preprosta. Namreč, tisto, na kar čakamo, je preprosto križanje med 200 in 50 EMA na 1-minutnem časovnem okviru. Prepričajte se, da ste na pravem časovnem okviru. Če se 50 EMA konča na 200, potem je to signal naraščajoče cene. Potem želimo videti povratek proti 50 ali 200 EMA, kot vidimo tukaj. Ko se cena umakne, preprosto počakamo na preobrat, preden lahko odpremo nakupno pozicijo. Za preobrat je lahko značilno, da cena najprej pade skozi 50 ali 200 EMA in se nato ponovno dvigne. Tukaj vidimo, da se cena najprej spusti pod 50 EMA in se nato ponovno dvigne nad njo. To je naša potrditev za odprtje nakupne pozicije. Ko imamo to potrditev, si ogledamo vrednost ATR v tem času. Vidimo, da ima ATR vrednost 11,6. Sedaj odpremo nakupno pozicijo in nastavimo stop loss na dvakratno vrednost ATR. 2 krat 11,6 je 23,20. V orodju za ustavitev izgube lahko to vrednost najdete spodaj levo. Zdaj jo povlečemo na 23,6. Včasih se vam ne izide vedno točno. Takrat se lahko odločite za zaokrožitev vrednosti. Nato nastavimo ciljni prevzemni dobiček, ki je zdaj 3-krat višji od vrednosti ATR. Torej je to 3 krat 11,60, kar znaša 34,8. Vidimo, da je bila ta pozicija dobičkonosno zaprta v 3 minutah. Prednost kazalnika ATR je, da vam ni treba skrbeti, kam točno postaviti stop loss. Mnogi trgovci začetniki namreč ne vedo točno, kaj naj storijo s stop lossom. Ali mora biti pod zadnjim najnižjim vrednostjo? Ali ne bo stop loss postavljen nekoliko nad njim ali, nasprotno, veliko bolj pod njim? Če boste preprosto uporabili kazalnik ATR, boste odpravili vse te skrbi. Indikator ATR vam preprosto izračuna, na katerem mestu bi morala biti ciljna vrednost stop losse in prevzema dobička. Zdaj, ko smo postavili dobičkonosno pozicijo, ponovno počakamo na prehod med 200 in 50 EMA. Tako ne odpiramo več pozicij vsakič, ko cena naredi padec. To strategijo lahko izvajate tudi v upadajočem trendu. V tem primeru morate, če želite izvesti prodajno pozicijo, počakati, da 50 EMA zdaj pade pod 200 EMA. Torej ponovno želimo videti križ med črtama, vendar zdaj v nasprotni smeri, kot lahko vidite tukaj na ceni.
Vidimo križ med črtama, po katerem se cena spusti nazaj proti 200 EMA. Potem ko se je cena dvignila nad 50 in 200 EMA, je ponovno padla pod njiju, kar nam je dalo potrditev za odprtje prodajne pozicije. Ob zaprtju sveče odprem prodajno pozicijo in pogledam, pri kolikšni vrednosti je Atara. Ta je 11,9. Zdaj naredimo 2x11,9 in to uporabimo kot našo stop izgubo. 2x11,9 je 23,8. In kot ciljni prevzem dobička izberemo 3-kratnik velikosti Atara. Torej je 3x11,9 35,7. Kot lahko vidite, je bila to ponovno dobičkonosna pozicija, ki je bila zaprta v 5 minutah. S tem, ko stavite samo na majhna gibanja cen, morda mislite, da to ni zelo donosno. Vendar veliko trgovcev pozablja, da vam lahko vzvodi prinesejo zelo veliko prednost. Predstavljajte si, da bi zaradi majhnega gibanja cene zaslužili le 0,10%. To samo po sebi ni veliko. Če pa uporabite vzvod, na primer 20, potem v samo nekaj minutah ne boste zaslužili 0,10%, temveč kar 2% dobička. Vzvode lahko uporabite na primer na borzi kriptovalut Bybit, na kateri trgujem tudi sam v vmesniku za trgovanje. Lahko preprosto preverite, koliko vzvodov želite uporabiti. Ta je lahko do višine finančnega vzvoda 100. Kar veliko ljudi pri strategijah pozablja, je, da ne spremljate samo eden cene. Nekateri trgovci spremljajo 50 cen kriptovalut in vsak dan odprejo 100 nakupnih ali prodajnih pozicij. Če na to gledate na ta način, je dobiček v višini 0,10% na pozicijo seveda ogromen. Če želite trgovati tudi na borzi Bybit, je v opisu navedena povezava. To strategijo lahko izvajate tudi na Bybitu prek grafikona, kot si lahko ogledate. Če sploh ne želite trgovati, potem lahko seveda vedno uporabite našo premium naročnino. Z našo premium naročnino trgujete z našimi pozicijami in če ne ustvarite dobička, dobite naročnino nazaj. Več informacij lahko najdete na našem spletnem mestu. Zahvaljujem se vam za ogled videoposnetka in se veselim, da se vidimo naslednji teden.